Vsi hočemo neko zadovoljstvo v življenju. Ok, še ena stvar, ki me mogoče malo muči. Ne znam se izražati najbolj. Mati so sarme prenesli zraven. Z mamo smo v Ikeji, jaz grem iskat ene škatle za shranjevanje, da bom to božično dekoracijo letos res organizirala. Tako da gremo zdaj to poiskat. Dragi moji, dober dan, jaz se vam javljam. Danes je bil tak zanimiv dan, Mika me je zbudila 10:05 in sem vstala in sem začela montirati. Video je načeloma v glavnem zmontiran, nekaj moram še posnet, pa en stream bom še dodala, tako da pač vse te footage, ko sem imela, sem zmontirala in je že 30 minut dolg, tako da bo po moje kar dolg vlog. Ampak sem se odločila, da ga jutri objavim na dan, da se ne silim, pa dajem pod pritisk, ker mi ni treba. Bo pa še en vlog v soboto, tako da 2 videa ta teden, četrtek in soboto. No planner, naročila sem si ga na Audio Studio, to je koroška firma in enkrat sem ga že imela, že kar nekaj let nazaj. Je treba podpirati moje korošce, pa tam je ful všeč ta barva. Malo sem pozna s planerjem, ampak imam še enega druga, tako da jaz sem ful rada planerja in zvezke, si vete. In sem ga danes dobila. Čakam še en paket, pa mi je 2krat so mi zdaj napisali, da ga niso mogli dostaviti in sem bila doma. Nič ni zvonilo, nobene ni klica, tako da sem zdaj pisala temu customer support, podpori uporabnika, ker je avstrijska pošta. Ne vem, ali to znaš v pošto, pol kaj povezano ali ne, v glavnem. Poštar je bil tu in mi je to dostavil, tako da predvidevam, da je to nekaj druge. To je bil moj dan, razpakirala sem, vsote sem dala prat obesiti, zdaj še moram do zgorenja. Končno bom probala ta riž, ki je v bistvu že na nek način pripravljen. 3 minute ga kuhaš, oziroma popražiš v mikrovaloni pa 90 sekund. Jaz nimam mikrovalone seveda. Evo, moja hrana je pripravljena, malo sem si dala na stran, tukaj imam brokoli, riž, pa še en kos piščanca je tu. Ta debel kos. Fajn sem že lačna. Sem si priključila laptop na TV in bom igrala Hogwarts Legacy po skoraj enem letu. Dober dan, jaz sem montirala in zdaj je čas, da grem v trgovino po malo hrane. Danes imam kuharski stream, plus nisem bila tukaj toliko tednov, da par stvari rabim. Večinoma bom probala zmrzovalnik sprazniti, sem že včeraj, tako da imam pa listo. In ja, predno se odpravim, bi vam pokazala mojo novo torbo iz Bags & More, ta je znamke Reisenthal. Mislim, da se tako izgovori. Komaj čakam, da to sprobam. To bom lahko imela tudi za na bus, pač laptop lahko noc spraviš. Vse, kar rabiš, lahko je tudi za izlete, za piknike. Imaš tudi ful različnih velikosti te torbe, lahko imaš za v službo, za malco ali pa v šolo. Meni so te bež ful všeč, pa tudi imaš tudi take bolj barvite, če vam je to všeč z vzorci. Pa te malo večje nakupovalne torbe, pa da so iz blaga. Tam imaš še zadrgo in različne predalčke. Tukaj imaš eno zadrgo, že v strani. Pa seveda ta trakec. I am in love! Torej, tukaj imaš ta predal za laptop. Jaz imam svoj laptop vedno pri sebi, zato ker ga pač ne upam dati v koček. In po zraven laptopa imam pač te sneke in karkoli pač pride noter. Imaš tudi fršluz, 2 predalčka, pol ta laptop, predal. Danes grem jaz v trgovino in jo bom imela za mojo nakupovalno torbo, ok? To bi jaz odnosila tako kot imam večjo torbo.
Ker je to nedeljo 14.1. super nedelja pri Bags & More, je vse najmanj znižano za minus 25%, razen te nove kolekcije pomlad zima, pa bom spod napisala kaše. Jaz imam pa še 10% popust za Fina 10, tako da bom dala spod opisu povezavo do te moje torbe in pa če hočete še kaj drugega pogledati. Gremo v shopping z mojo torbo! Oh my god, evo. Pogledajte gore. Tako nisem si mislila, da bom to noč spravila. But I did it! Woohoo! Dajmo to zložiti ven in da vam pokažem, kaj sem kupila. Tukaj imam arašidov olje, to imam rada za vok ali pa kaj podobnega, ker je malo visok ta prak za peč. Eno kombučo, ponavadi jo rečem šparokovi, ker je ta malo dražja. Te paradižnike male, eno bučko, por, česen, čebulo, kumaro, mleko, avokado, ker bom verjetno burrito bolj delala. Sem rekla, da še probam ta mediteranski riž, ko sem ga včeraj jedla, ampak včeraj bil mehiški. Tako res je fajn za na hitro. Pol vrečke za smeti, pa te živilske vrečke se mi je zmanjkalo. Kremni sir pa in camembert. Potem sem šla po to za nohte, to imam jaz že par let in to je nekaj najboljšega za nohte čistiti, ne rabiš nobenih vatic. Res lepo očisti, v bistvu samo przaš not in ga zavrtiš in ti očisti lak. Pazi, Mika. Ne vohi tega, ne. Za čistiti obraz, ne za oči, ampak za obraz s tem whatever, pač ko je v bistvu kot nek kemični peeling, ker pač jaz imam te mozolčke in si bom probala obraz s tem. Potem sem si pa za oči to kupila za foro, da probam, če imam kdaj kaj bolj močnega na očeh. Sicer jaz peno uporabljam, ampak za kdaj, če rabim ekstra. Pa dva ta temnorjava od Revolution svinčnika za obrvi, ker tega mi dosti hitro zmanjka, ker ga ni toliko not, ampak je res fajn. Medium, ja, ok, sem se ustrašila, da sem narobnega kupila. Nekaj sem še kupila za darilo in sem dobila to, ker je bilo pač 6,50, drobižnico iz DM-a. In to se mi zdi, da smo včasih to imeli, dejansko si bom dala not drobiž, pa bom videla, če bom dejansko uporabljala. Evo me je prvi obrok ob 3 popoldne in hitro naprej montirati. Kaj je to neka pozica?
Ok, jaz sem naredila par stvari, ki sem jih imela in ki sem se jim izogibala, odkljukala. Zdaj pa sem rekla, bom igrala Hogwarts Legacy again. Malo sem že tudi naslov za stream pol naredila, ker dan smo malenko zgodni stream v 5. Tako da ja, gremo igrati, pol pa še malo več delati. Zunaj je že svetlo, pa zmrznjeno vse. Miki. Milka Pilka. To je moja druga igra. Zdaj igram z Ravenclaw in to je z Gryffindor. In sem dala ime Milka Pilka. Je ti všeč? Ta igra je najboljša igra, zato ker lahko muco pobožaš. Črna mačka sem najdla. Cutie. Glavo sem si tudi končno oprala in malo sem zaspala za 1 uro. Pol pa akcija. Z enim kolegom se dobim, ker smo vzela nekaj v Nemčiji, ene omake. Jaz sem bila na kaju s kolegom in dala smo te omake. Zdaj pa sem se odločila, da medtem ko pospravljam, ker imam ful za pospraviti kuhno, pa te cote omare, ko sem jih zjutraj zložila, bom izkoristila ta cajt, da malo govorim o svojih občutkih, mojih misli, karkoli mi gre po glavi. Se ne da kdo vpraša, ampak se mi zdi, da jaz ful rada delim svoje razmišljanje, tudi če je mogoče malo preveč razmišljam, overthinkam, ampak mogoče se pa kdo najde v tem. Jaz ful ne rada govorim v smislu, da se nekaj hvalim, oziroma da izpade, da se hvalim, da se bo bolj nekdo počutil slabo. Ampak pol se mi zdi, da nič ne delim z vami, recimo moj fant. Ful malokrat ga pohvalim, pa povem kaj lepega o njemu, ker pač nočem biti ono tukaj, moj fant je pa najboljši, ali pa nočem dati komu možnost, da mi reče, ja, to je zdaj, ko sta še bolj na frišno skupaj in take podobne zadeve, ali pa ne, mogoče ima kdo glih razšel s fantom in jaz tukaj se hvalim, kak je moj fant fajn, pač vem, da nisem jaz odgovorna za čustva drugih, oziroma kak nekdo to dojema, ampak sigurno se izogibam govoriti o tem. Ali pa zdaj, ko me je tako presenetilo za vikend, pač ful lepo, pa ful pozorno, mi je že toliko hazard bilo tako ono, a kdo to misli, da se jaz hvalim zdaj pa ono. Ne vem, pač nikoli ni vse perfektno, ampak vem, da se vsi bolj poistovetijo, ko so kakšne težave. Ljudje radi klikajo na dramo, ljudje radi klikajo na slabe novice, bolj kot na dobre. Ne znam se izražati najbolj. Gremo zdaj pospravljati to, kar je bil namen. Po drugi strani pa ne mogoče pa koga v boljšo voljo spravim ali pa mu pokažem, kak so lahko stvari, ni treba, da vedno cel life sam trpimo in se nimamo fajn, pač vsi se hočemo imeti fajn, ali pa ne vem, recimo, ko kdo komentira, ja, kaj pa ti sploh delaš, se nič ne delaš, to sem se itak že navadila, ampak se mi zdi, da če bi imel vsak priložnost, da služi s tem, da dela nekaj, kar me všeč, bi takoj zagrabil to priložnost, a ne bi. Če bi imel to priložnost, mislim, vsak realno ima priložnost delati, kar hoče in s tem služiti, ampak nima pa vsak toliko volje, se mi zdi, da prideš do te točke, ker to se ne zgodi čez noč. Namesto, da pač nam ne privoščimo drugim, ali pa jih probamo, pač ko jim nekaj gre dobro, ali v zvezi, ali v karieri, ali nasploh v življenju, probamo malo potolčiti. Ja, boš videla pol, ko bo to pa to. Ja, trenutno nisem tam, ali pa boš videla, bo čisto drugače, ko boš imela otroka. Zakaj ima zdaj to veze z mano? Ja, hočem bolj deliti z vami te trenutke, brez da izpadem. Meni je pa najboljše na svetu, ker mi ni. Jaz imam skozi neke nihanja razpoloženja, ženska sem, to je moj izgovor, hormoni in tak naprej. Pa recimo meni ni enostavno to, ko moramo mi dva sem pa tja hoditi. Ni najtežje, plus tega, glede na to, kaj jaz delam, se da. Če bi imela službo, kjer moram biti skozi nekje na istem mestu, v isti državi, bi bilo čisto drugače, se to ne bi dalo, ali pa bi mogla se preseliti takoj, v glavnem, sigurno pa ni enostavno, pa ni mi vedno pač se veselim, da se vidim, ampak včasih je naporno, pa tudi denarja gre nekaj, Najbolj naporno mi je to, ko glisno v neki rutini in pol ali grem domov, ali grem k njemu, ali pridem nazaj in pol spet trajam par dni, da pridem k sebi, da sem spet, ok, zdaj sem tukaj, zdaj delam to in to. Se mi zdi, da ful dnev uporabim za neko, da se nazaj spet navadim. Ful je čudno, v glavnem. Na nek način so to neke sladke težave. Čisto tako iskreno vam govorim moje občutke. Ne se pa preveč primerjati z drugimi, ker vsi imajo neko borbo
v svojem življenju, če je nimajo, pa bodimo veseli za njih, da je nimajo. Vsi hočemo neko zadovoljstvo v življenju, ampak pozabimo, da je ok, da imamo dneve, ko ni vse ok. It's ok to not be ok. Jaz sem tu včasih slabo vest, ko imam slab dan, pa pomislim, se nimam nobenega razloga za slab dan. Včasih ne rabiš nekega razloga. Je pa fajn, da se ne preveč držiš tega občutka in samo o tem razmišljaš. Se pa rekli, da je lahko kak question and answer z Joshom naredila. Če bo za to lahko, zadnjič sem tako na hitro ga 3 vprašanja vprašala. Bo mogoče naslednjič, ko se vidimo. Zdaj v bistvu ne vem, kdaj se vidimo. Moramo se še zorganizirati. Drugače vidite to stojalo. Jaz sem ugotovila, da če dam stojalo, gre na poslu, da mi ful manj placa zasede v stanovanje, ker imam ful malo stanovanje in ko imam to stojalo tukaj, oh my god, tako težko se premikati, pa še to mačje drevo imam na tej strani, ampak bom itak počasi drevo smrekico pač pospravila in bo drevo šlo nazaj tam, kjer je bila smrekica. Drugače pa zdaj, odkar so te Threadsi, če poznate, to je povezano zdaj z Instagramom, ko je v bistvu nek slovenski Twitter zdaj, mislim, ni slovensko, ampak ful slovencev to upravlja. Se počutim, da vsi tako hejtajo te influencerje. Jaz sebe nimam za influencerja, zato ker, mislim, influencerja v smislu Instagram influencerja, ko pač skozi neki predajanje to njegov glavni vir dohodka. Ampak sem pa sigurno recimo lani ful ponosna, ful vesela, imela ful več sodelovanj z različnimi znamkami, firmami. In ja, sigurno mi nek slab priokus ostane, ko vidim, kako so ljudje nastrojeni proti nekomu in jaz čisto razumem, pač imaš oglasne deske. Ampak po drugi strani nam pomisliš, to je pač samo nov način oglaševanja. Prej je bil glavni način oglaševanja TV, zdaj pač je, mislim, TV je še vedno mogoče za starejšo populacijo, to je pač samo drug način. Je pa res, da je bolj osebno, ker ti oseba na nek način nekaj predstavi. Ampak ti tega ne rabiš kupiti, ne? Tako da odgovornost, a ti nekaj kupiš ali ne, je na tebi. Konec koncev lahko vrneš stvar, če ti ni všeč. Se pa strinjam, mislim, jaz ne maram teh oglasnih desk, jaz kar skipam, če nekdo samo oglase dela. Jaz sem rada, ko nekdo pokaže sebe takega, kot je, in če ima vsake toliko oglase, me ne zmoti. Včasih tudi jaz uporabljam kodice, a ne. Pač je taka tema, ko bi lahko debatirali. Jaz iskreno nimam toliko izkušenj, ker je ta del moj mali, bi rekla, mali procent zaslužka. Sem pa dobila zdaj spet eno novo priložnost in po moje par mesecev nazaj bi bila ful vesela, zdaj pa razmišljam, imam preveč stvari. Tako po drugi strani moram malo na sebe gledati, ampak jaz ful na druge gledam. Torej, ampak to je bolj za Instagram, ne vem. Pač mi je všeč firma, jaz pred njih skozi naročam. To je fora, da pač jaz naročam njihove stvari in bi bilo čist cool, da jaz z njimi sodelujem. Pač jaz vedno, mislim, ne vem, verjetno ste že opazili, da ne delam kar z nekimi firmami. Vse, kar vam pokažem, pol dejansko uporabljam, ne vem. Ful stvari zavrnem. Zadnjič sem enkrat zavrnila nekaj, kar bi šlo z mojo osebino in bi ful rada to imela, ampak sem imela vsega preveč. Zdaj pa ne vem. Pač jaz vem, da če je preveč vsega je nadležno, ampak jaz nekako moram monetizirati moje osebine. To pomeni, da moraš dati nek zaslužek tudi na svoje osebine in kot veste, da pač YouTube ne neki ful plača, glede na to, koliko dela jaz vložim. Če bi samo z YouTubeom delala, ne bi mogla delati to, kar delam. Twitch me tudi rešuje pri tem. Oboje skupaj mi daje eno plačo. In ja, ni enostavno najti to ravnovesje. Jaz pri sebi mislim, da mi kar gre, ampak sigurno dobim več teh ponudb. Ja, bomo videli, ne vem. Saj, če bom imela kaj noga, boste videli, ampak na glas razmišljam tako, da smo frendi, samo škoda je, ker vi nazaj ne govorite. To je pa na Twitchu pol. Če se hočete z mano pogovarjati v živo, na Twitch pridite, ampak morate v angleščini govoriti. Ok, zdaj ful govorim, pa nič ne delam, kaj je zdaj to? Že vidim, da ko bom to montirala, bom zakaj si to govorila? Najmanj maram montirati, ko nekaj govorim, najrajš montiram, ko kuham. Ok, še ena stvar, ki me mogoče malo muči, je to, da se počutim, kot da ne vem, a ne delam dosti dobrih vsebin, ali mogoče so pač moji eni gledalci odrasli in ne gledajo več, ali je to krivo zato, ker ko sem imela največ gledalcev, pač smo bili vsi zaprti, je bil lockdown in pač so zato vsi gledali, zdaj pač nimajo cajta, ali pa enostavno pač jim ni več cool, kar delam. Mogoče nisem dosti nesrečna več, ker včasih sem se skozi jokala, imela neke probleme, kar pač življenje je tako, se mi zdi cool, da lahko greš nazaj pogledati, kaj vse sem dala čez in kje sem zdaj, pa ni vse perfektno, ampak je pa velika razlika in upam, da sem lahko komu motivacija v tej smeri. Ampak ja, ogledi sigurno malo padajo, not gonna lie. Jaz se sigurno vprašam, a je v meni problem, ker nočem platforme
ki mi daje to možnost za zaslužek, nočem govoriti čez njo, ker niti ne vem, a je fora v tem, da a preveč objavljam, a premalo objavljam, ne vem. Se mi zdi, da ko preveč objavljam, folk nima cajta to gled, sploh te dolge videe, ker pač večinoma ste tudi odrasli, a ne, niste samo mladi otroci in tako naprej. Večna dilema. Kratki videe sem ugotovila, definitivno kratkih videov ne bo, ker zelo slabo preformajo. Tudi če jih vi gledate, YouTube ne predlaga kratkih videov, v smislu kratkih kot 15 minut, zelo slabo. YouTube algoritem ima rad dolge videe. Jaz osebno imam rada dolge vloge, tako da bomo ostali pri dolgih vlogih, ampak to pomeni, da pol pač 2krat na teden je že kar težko objaviti. Je pa dobra novica, da YouTube, bomo videli zdaj naprej, YouTube je spremenil nekaj glede oglasov in dobi malo več za oglase, tako da, ko dobite oglas, pomislite na mene, da to mi plača moj YouTube, a ne, oglase, ko jih vi vidite, s tem dobim jaz plačano. Pa ne se že slabo počutiti, ker ni slabo, ampak tako sigurno, a ne, kot content creator, vsake toliko malo pogledaš številke in ko gledam nazaj, dobro, stari videi imajo logično več ogledov, ker so tudi dlje časa na platformi, ampak si mislim, da bi imela zdaj toliko gledov, veš, koliko bi lahko zaslužila. Takrat je bilo pač ful malo, tudi, mislim, ful manjši zaslužek je bil, ko sem jaz začela. Sem imela veš kakve oglede, pa sem zdaj dobila največ zaslužka. Prejšnji december je bil moj rekord, pa sem imela ful manj ogledov. Tako da ja, ta sprememba zdaj glede oglasov je dobra, ampak bomo videli, no, koliko cajta bo to trajalo, ker skozi nekaj spreminja. Ja, upam, da vam nisem zamorila zdaj. Se mi zdi, da se moram... Oh my god. Jaz vzamem te stvari, ko bi nekdo rekel neuspeh lahko, vzamem kot nek reset, da me nekaj resetira in da se malo zbudim, ker ko delaš to toliko cajta, ti je vse avtomatsko in pozabiš biti zelo hvaležen, da sploh lahko to delaš. To te pol tudi žene naprej, da mogoče malo izboljšaš kaj, ne da si samo, moram to, delaš z minimalnim trudom nekje, ampak da se malo potrudiš bolj. Glih zdaj gledam en star video posnetek, ki ima 30,000 ogledov in sem why? In potem sem gotovila, da zato, ker se jokam v video in tudi na thumbnailu se jokam. Oh my god, se je ful žalostno drugače, ampak ker sem bila žalostna, ful sem tiho govorila, ful tak počasi, ful ne, mogoče vam je pa to bilo všeč, kaj jaz vem, ampak meni se zdi, da je malo dolgocajtno. Se mi zdi, da vam zdaj ful več pokažem v vlogih. Vsi tisti, ko gledate, boste rekli, da je vse cool, pač zato me gledate, ne, hvala. Bo široko sliko probam pogledati, ampak ja, jaz bi rekla, da je velik razlog, v katerem cajtu sem jaz takrat dobila oglede, oziroma ljudi, da so me gledali, ko so vsi imeli cajt, pa ful jih je bilo doma, ne. Pa ni bilo drugih stvari za delati. Pol naslednja stvar je lahko, da nekdo odraste, ali pa enostavno se ne več poistovetiš z nekom. Kar je čisto normalno, ni nič osebnega. Lahko pa grem komu na živce, to pa tudi čisto razumem. Ne moramo si vsi biti všeč. Meni tudi niso vsi všeč, tako da verjamem, da jaz tudi komu nisem všeč. Enim sem lahko dolgočasna, enim sem lahko čudna, enim sem lahko, ne vem, jih trigeriram, ker pač živim tako življenje pri 30 in si mislijo, fuck, ta bi mogla že imeti otroke in tako naprej. Tisti, ko je zdaj to vse poslušal, vsa čast. Evo, Halloween pa božično dekoracijo treba dati v klet. Se vidimo naslednjo leto. Kaj, Miki? Ok, večinoma sem se pospravila, kuhna je dokaj čista. Tukaj iz mize sem se zrihtala, smeti sem pripravila, da jih ven nesem. Če pa kaj ne rada delam, je pa to, ko moram smeti ven nesti, pa ko moram vkletiti. Zadajmo zdaj vse naenkrat, oziroma prvo smeti, bolj pa to vklet in pogled, koliko škatl še imam fraj za okraske, a bom še to uporabila ali jo bom nesla domov, ker ta je mamina, ampak je rekla ne, da jo bo pustila tu, če jo bom slučajno rabila. Pa kufer moram nesti vklet, ker mi tukaj preveč placa zasede. To mi je vse skupaj zdaj porabilo 5 minut, ampak spravljamo se pa na cel dan, pa razmišljam o tem. Just do it! Just do it! En dan moram pridol pa te škatle razrezati, razen za računalnik pa monitor, ker jih ne rabim. Sam plac mi zasedajo in lahko dam tukaj te škatle za organizacijo na vrh.
da ne bo tu tako, kot je. Zakaj mi je stok stvari? Če imam preveč Lego kock. Zanimivo. Je to tvoj nakit? A je ne? Zadnje cajte se Mika tako ful noče nekaj igrati in imam občutek, da mogoče pogreša risa ali pa ne vem, se navadila z njim igrati. Ampak ta vrvica, te vrvice se pa ne more upreti. Pa makaronom, ampak ni neki bila navdušena nad nobeno to igračo na vrvici. Ta navadna vrvica, to je life. To je life, a? Ti narkica. Tako mi gre to drevo tu na živce, da bi ga nareč zdaj tja dala, pa smrekico nekam razstavila. Moje bom to naredila. Zrihtana, stream se začenja, vse je ready, počasi se moram znebiti teh božičnih stvari. Zdaj imamo zadaj 2 smrekice, ker sem začasno postavila to moje glavne smrekice sem. Polje bom pa podrla. Naredila sem si burrito bolo, ampak sem ugotovila, da nimam koruze. Ziher sem bila, da imam kako koruzo v konzervi, pa nisem imela. Tako da sem si pol par teh paradajzov svežih rezala. Rdeč fižol, avokado, riž, natrgan piščan, salsa, malo te ocvrte čebule, paradižnik, ponavadi dam koruzo in malo sem dala te kebab omake iz špara, ko sem jo že nekaj cajta nazaj kupila, tako da upam, da bo vseeno dobro. Zdaj moramo začeti, pa jedlo bom hkrati. Ok, malo manj zabavni del je podreti smrekico, ampak zdaj se kar veselim, ker hočem, da je moje stanovanje bolj prazno, ker se počutim tako tesnjeno v njem. Stream je bil super, ful sem dobila podpore danes, pač ono, what the fuck. Gremo podreti smreko, malo montirati in ja, tak naprej. Pa tako je pa to. 우회전 taking a ride to Jonathan 눈치 보면서 들어가야 할 때 찾아 나머진 바빠 개설레임 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 그냥 천천히 들어가야 해 어쩔 때에는 무작정 들이밀기만 하지만 그런 거랑 차이가 있어 baby 동선을 타고 난 날. Evo je že montirala
zmontiram to, kar sem glihkar delala. Približno več kot pol sem zmontirala, zdaj zmontiram na TV-ju. Glavnem. Je ful fajn, ker je ful na veliko, pa lahko se usedem. Glih mi je sestrična poslala snap, ker ga gaudajo na kopah in so posneli en prispevek iz kop za ta vlog, tako da ga bom dodala tukaj. Uživajte. Jasmina vlog! Ja, javljamo se iz kop! Hvala mi nejem prijatelji za ta izčrpen prispevek.